Pogledal sem si, kje bomo rampo postavili. Ne, bil sem dol, čakal sem kolega. Torej, beseda dve v današnji pobudi poslanskemu klubu. No, gre za pobudo ali pa za temo, ki je že dolgo tema Slovenske ljudske stranke, predvsem decentralizacije države. Mi smo v preteklosti veliko govorili o fiskalni decentralizaciji. Danes pa mislim, da je veliko bolj čas in nujno, da se pogovorimo o upravni decentralizaciji. Namreč, jaz sem že dolgo župan v Celju, 13. leto in opažam spremembe, ki so se zgodile v vseh teh letih. Tako bi težko rekel, da se je ta problem nakopičil v mandatu ene vlade, ampak praktično že od reforme lokalne samouprave poteka proces, da si različni uradniki po ministrstvih dobesedno uzurpirajo pravico odločanja o čisto vsakdanjih stvareh, ki se jih ne tičejo, ki se tičejo zgolj nas, ki so tudi po ustavi in zakonu o pristojnosti lokalnih skupnosti. Ta pot gre predvsem preko sprejema zakonodaje in potem implementacije podzakonskih predpisov. Mi recimo lahko sami odločamo o izvajalcu za največje investicije, naprimer Center za upravljanje z odpadki, ki je edini tovrstni objekt v Sloveniji, ki je stal preko 50 milijonov evrov, izbrali smo izvajalca, projekt izvedli, na drugi strani pa ne smemo oziroma po mnenju nekaterih verjetno ne znamo odločiti, kateri je najboljši ponudnik, kadar hočemo najeti $500 milijona kredita. Namreč Ministrstvo za finance je pred leti spisalo podzakonski akt, ki določa, da mora lokalna skupnost najeti zunanjo institucijo, ki bo presodila, katere so ponudba, katere banke je najbolj ugodna. S katerimi konkretnimi imeni župani predvsem ste se v tej pobudi že pogovorili, se vam bo kdo pridružil, s kom se dogovarjate in kako naprej glede tega? Jaz upam, da se bodo k temu pridružili župani iz celotne Slovenije, se vsi ukvarjajo z zelo podobnim problemom. Jaz kot župan, ki prihajam iz Štajerske, seveda ne morem govoriti o upravni avtonomiji Primorske, ampak ko se pogovarjam s svojimi kolegi župani posod po Sloveniji, je popolnoma enako problem. Ne nazadnje tudi v Ljubljani. Imena, Franc Kangler je zraven. Ja, seveda, tudi kolega Štihec, ki prihaja iz naše stranke, kolega Soki. Gospod Popovič. Z njim se nisem pogovarjal. Še to samo zadnje vprašanje. Torej, je to odgovor na vstop Zorana Jankovića na državno politiko? Ne, to ima nobene veze z Zoranom Jankovićem. Vse sem rekel, da se verjetno v Ljubljani ukvarjajo z podobnimi problemi, s tem, da jih verjetno lažje rešijo, ker pač gredo v sosedno zgradbo in potrkajo na vrata določenega uradnika, mogoče še s kako grožnjo. Računate, da se vam bo Janković pridružil? Jaz mislim, da je Janković trenutno zavzet okupiran z drugimi problemi. Kako konkretno si predstavljate upravno decentralizacijo? Kaj recimo bi predstavili? Pristojnosti so le določene zakonsko, ne vem, se to lahko kar spremeni? Je to nov zagon regionalizacije? Ja, mislim, načeloma so določene, ampak gledajte, če mi hočemo v Celju preurediti mestni park, se moramo o preureditvi mestnega parka usklajevati z institucijo, ki je organ države, to je Zavod za varstvo naravne dediščine. In oni recimo, naprimer, vztrajno zahtevajo, da postavimo lesen paviljon, kakršen je bil pred 100 leti, mi pa tega nočemo. Skratka, neki uradniki po institucijah, ki so organi države, nam določajo, kaj bi mi morali delati. Mi se s tem ne strinjamo. Zakaj se v Ljubljani nimajo pojma, kaj se dogaja pri vas? Ne vem, zakaj nimajo pojma. Mogoče bi morali večkrat priti k nam na naš konc. Ampak se to ni samo problem Štajerske, verjetno tudi Dolenjska ostaja. Seveda, zato sem rekel, jaz sem pač prihajam iz Štajerske, ampak popolnoma enak problem je na Primorskem, v Ljubljani. Ne nazadnje pogledajte Bohinjce, 1500 let Slovani živimo na tem prostoru in so oni tisti, ki so ohranili pokrajino in kulturni videz tega Bohinjskega jezera, ampak sem prepričan, da nikoli v tej 1500-letni zgodovini niso tako malo odločali o okolju, v katerem živijo kot danes, ker je to Triglavski narodni park, ki se praktično vsem odloča v Ljubljani. Meni se zdi to absurdno, jaz kot župan neke ne tako majhne lokalne skupnosti tega dejstva preprosto ne morem sprejeti. Boste morebiti spet predlagali združljivost poslanske in županske funkcije? No, jaz mislim, da je nezdružljivost županske in poslanske funkcije ena velika neumnost, ki se čudi marsikdo. Jaz sem bil včeraj na obisku pri deželnem glavarju, gospodu Gerhardu Döflerju, deželnem glavarju Koroške, ki so se smejali in nasmihali, da ni jasno, zakaj bi to bilo sporno, zakaj je to nezdružljivo.
In so se na drugi strani vprašali, seveda, kakšni ljudje bodo pa potem že sedeli v parlamentu, čigave lobije bodo zastopili, kaj je narobe, če župan zastopa interese nekega lokalnega območja. Jaz ne vidim temu problema nobenih težav. Kakšno težo ima ta pobuda o decentralizaciji? Kaj pričakujete, da bo res, sem te uresničila se na tem področju? Ja. A gre samo za politično? Glejte, mi se 15 let pogovarjamo v Sloveniji o decentralizaciji, proces gre pa v bistvu nasprotno smer, v smer večje centralizacije. Jaz pričakujem predvsem veliko podporo stranke, pri tem upam, da se bo k temu pridružila še kakšna druga stranka. Pred časom sem na primer po radiju poslušal predsednika Računskega sodišča, gospoda Šoltesa, ki je tudi rekel, da je Slovenija prenormirana država, da imamo absolutno preveč predpisov, kar seveda pomeni veliko birokracije, podaljševanje postopkov, dolgotrajne postopke. Skratka, z to prenormiranostjo grenimo državljanom življenje. Jaz pričakujem, da bo predvsem moja stranka, Slovenska ljudska stranka, jasno rekla v tem predvolilnem času, da ne gre v nobeno koalicijo, ki ne bo imela te naloge, pa bom rekel, te točke programa zelo visoko v svojih prioritetah. Jaz sem prepričan, sicer se pogovarjam z državljani, ki živijo na območju mestne občine Celje, pa tudi drugje, da bi zelo veliko Slovencev danes reklo, da imamo državo, kakršno si nismo zamišljali. Počasi že postajam kar malce alergičen na različne pridevnike, od socialni do liberalni, ki si jih s posamezne stranke pritikajo, ampak dejstvo je pa čisto drugačne. Jaz ne vem, če smo živeli kdaj v tako avtoritarni in hkrati represivni državi, kot jo imamo danes. Denarne kazni v cestnem prometu, denarne kazni za nekatere druge prekrške, to je šlo preko vseh razumnih meja. Mi ljudi spravljamo v eksistenčne stiske. Se strinjam s temi točkami, z odvzemom vozila, ampak gledajte, denarne kazni, mene so to kot pravnika tudi učili, mora biti nekem sorazmerju za prejemki in ni logično, da imamo mi po 5krat, pa tudi 10krat više kazni za enak prekršek kot Avstrijci. Še to ste se mogoče obrnili tudi na tako imenovano stranko župana, gospod Kramarja, ste govorili? Ne, z njim nisem govoril, mislim pa, da je razlog za njihovo odločitev zelo podobne narave. Mislim, vsaj predvidevam, koliko sem s medijem uspel razbrati. Hvala lepa.